Ja, ker še nimaš nekega, jak bi rekel, mainstream vsebine, ki bi realno pozitivno predstavlja, realno vsaj recimo gamerji so bili včasih full se gameri še danes, zaradi tega, ker so jih govorili, glej, krvoločno je, oni potem ubijajo ljudi. Kljub temu pa se mi di, e-sports je precej dobro začel promovirati. Recimo celo v Sloveniji smo imeli film na temo e-sportsa. Ja, mislim, da se je še Pet Metulja ali nekaj takega se je imenoval, ker se je imel pač glavnega junaka, ki je bil e-sports guy, in mislim, da so igrali League of Legends or whatever. Ampak ja, pač na to temo, veš, malo bolj dejansko realno predstavljena zadeva, ni uno, gamer, zaprt v sobi, živi v kleti od svoje mame. Točno tak, in se mi zdi, Furry, kdorkoli je delal scenarij za ta CSI epizod, je mogoče napisal v Google Furry in je videl mogoče kak Rule 34 varianta in to je to. Po mojem niti ne, po mojem bila tu čisto ona zadeva, da pač najdeš nekaj zanimivega. Senzacija mogoče. Točno to, ker tudi, sicer bom rekel, ta situacija je ful izboljšala. Mediji so tudi začeli malo bolj realno sliko prikazovati. Tudi načeloma, ko imamo nek stik z mediji, poskrbimo, da so, bom rekel, čim bolj korektne informacije in tako naprej. Ker kaj se je dostakrat zgodilo? Mediji so videli nek Furry Convention, that's interesting, pošleš dva novinarja, in kaj novinarji pač iščejo? Oni iščejo zgodbo. Seveda, Torej imaš tam Furry Convention 2000 ljudeh, oni bodo najdeli tista dva, ki res nimata kaj tam iskati. Iščejo clickbait. Točno, iščejo clickbait, iščejo zgodbo in iz tega pa ne vem, če glih neki ful pozitivnega prišlo, ampak se mi zdi, da se to res obrača. Ampak tako od kosa medija, če bi se ljudje zdaj želeli ogledati, kako zadeve dejansko potekajo, bolj realno sliko, a je kakšen film, serija, dokumentarc, ki bi ga priporočal? Razen seveda te epizode, ne? Na YouTubu je dost izredno kvalitetnih dokumentarcev na temo Furry fandoma. Torej, če samo pišeš pač Furry fandom, napišeš History of Furry Fandom in najdeš the whole thing. Tako res so cool. Dost se tudi dela, se pravim, razne skupine, kot so Fur Science, ki delajo na eni razlagi te psihologije. Tudi poskuša se znormalizirati to zadevo, da vsi smo gledali Tom and Jerryja. Enim jaz sem pač bil ful bolj všeč kot, ne vem, druge risanke. Ja, zato ne razumem, pač, če se je cosplay toliko normaliziral, zakaj je takšna stigma? Pa še vedno ni, zadnje, ko smo videli iz onega planeta oddaje slovenske, ko je šel na Mofukon in je spraševal takšne vprašanja, kot kak živiš pri svoji mami v kleti. Mislim, to je tako, ko ljudje pridajo čist s površinskim razumevanjem nekih geekovskih vsebin, ki so jih gledali mogoče 20 let nazaj in to je celo njihovo razumevanje geek fandom. Mogoče Slovenija kot tak prostor, sploh mediji še niso na tem nivoju enostavno. Tisto je pa tudi, se mi zdi, precej izolirani so še od, ne vem, japonske popkulture, furry popkulture in tako naprej. Povprečen Slovenec pač ne pozna še tega. Zato, začelo so se razprodajati konvencije in imamo danes več fanov, ampak relativno proti populaciji je to še relativno za mainstream medije še to čisto. Relativno subkultura. Razen da anime pa gamei mogoče res prehajajo v tisti mainstream, pa vsak pozna mogoče vsaj en anime. Medtem ko furry so še vedno dokaj subkultura.